Gremo v kino. Lep pozdrav! Tokrat se bomo posvetili kar 3 filmom, ki jih lahko ta hip gledamo v kinih pri nas. To so Odiseja v interpretaciji Christopherja Nolana, Kronologija vode, režijski prvenec igralke Kristen Stewart in Modra sled, igriva distopija brazilske družbe režiserja Gabriela Mascara. Poleg tega smo bili na snemanju slovenskega muzikala Azra, režiserke Tijane Zinajić s Polono Juh v glavni vlogi. Tell me what you remember. A wife? V kine je prišel filmski spektakel poletja. Christopher Nolan, ki ga poznamo po filmih Oppenheimer ali Izvor in ima med oboževalci skoraj status polbožanstva, je z Odisejo bolj ali manj upravičil visoka pričakovanja. Sodobne pripovedne prijeme je združil z vrhunskim filmskim obrtništvom stare šole. V njegovem branju klasike Odiseja, ki ga igra Matt Damon, ne opredeljuje več napuh. Zdaj je strt junak, ki po svetu prenaša občutek krivde in travmo vojne. Recenzijo filma je pripravila Ana Jurc. Britanec Christopher Nolan je eden izmed tehnično najbolj dovršenih avtorjev sodobnega filma. Tudi Odiseja ni brez hib, ki mu jih radi očitamo. Montaža zvoka in občasna banalnost dialogov ostajata Nolanovi šibki točki. Vseeno pa bi težko našli režiserja, ki bi mu bilo bolj smiselno zaupati 3000 let staro klasiko. Homerska epizodna struktura je pisana na kožo človeku, ki je iz nelinearnih zgodb in časovnih zank naredil svoj zaščitni znak. Časovni in pripovedni dimenziji zgodbe dodaja še vizualno moč. Zgradil je filmski svet, ki grško antiko po življenjskosti v naši kolektivni domišljiji približa neprimerljivo večkrat upodobljenemu rimskemu cesarstvu. Odiseja v Nolanovi interpretaciji ni zgolj skupek samonanašalnih stilističnih poudarkov in bombastičnosti. V najambicioznejšem projektu svoje kariere režiser svet mita in fantazije prizemlji z realizmom, a ga obenem ne oropa spektakla. Ta preplet pravličnosti ter skrajno tuzemskega trpljenja odpira prostor za zgodovinske nedoslednosti, pa tudi za bogove, ki sicer ostajajo umaknjeni daleč v ozadju. Ateno, ki jo igra Zendaya, lahko razumemo le kot manifestacijo Odisejeve krivde in strahov, ne pa kot resnično intervencijo z Olimpa. Puriste in klasiciste bodo brez dvoma zmotile svoboščine in izpusti, ki si jih je Nolan dovolil v odnosu do predloge. Odpovedal se je tudi daktilskemu heksametru in s tem spevni ritmičnosti grškega epa. Izgubljeno poetičnost na ravni dialoga pa je zato v celoti nadomestil z vizualno in kompozicijsko lepoto. Spomine na trojansko vojno in Odisejevo junaško popotovanje prepleta zmedeno sedanjostjo izgubljenega, osivelega starca, a pri tem ohranja popolno preglednost nad zgodbo. Že po stanju štrenaste brade Matta Damona se je lahko orientirati, na kateri točki pripovedi smo. Za Nolanovo Odisejo je ključno režiserjevo branje njenega naslovnega junaka. Če je pri Homerju Odisej ne samo pretkan in pogumen, pač pa mestoma tudi prevzeten, mejno aroganten junak, Nolana motiv napuha v resnici ne zanima. To nakazuje že izbira Matta Damona, najbolj nenastopaškega med velikimi zvezdniki. Odisej je zdaj strt, čustveno otopel vojni veteran, ki ga hromita posttravmatska stresna motnja in občutek krivde. Nenazadnje je bil on tisti, ki si je izmislil prevaro s trojanskim konjem. Odiseja tako kar naenkrat ni več prilika o samovšečnem junaku, ki ga morajo bogovi postaviti nazaj na mesto, ki mu pripada, temveč zelo sodobna eksistencialna psihološka grozljivka o človeku, ki ne zmore prekiniti cikla nasilja in vojne, ki ga je sam pomagal nadaljevati.
V tem pogledu je Odiseja vsaj dopolnilo, če že ne nadaljevanje režiserjeve oskarjevske uspešnice Oppenheimer. Vsi vidiki filma, od stiliziranega čustvovanja do razmeroma higieničnega prikaza nasilja in ležernega pogovornega besedišča, so anahronistično prilagojeni našemu času in sodobni senzibiliteti. Težnja, da bi v drugem vedno videli zrcalni odsev sebe, nam po eni strani sicer približa nek skoraj pozabljeni svet, a po drugi plati takšno racionaliziranje in prečiščevanje tudi splošči vso moralno kompleksnost kulture, ki je v marsičem drugačna od naše. Nam avtor ne zaupa, da bi lahko še naprej dihali z Odisejem, če ga ne bi kastriral v nesporno, anemično bitje? Nihče ni nikoli trdil, da je Nolan subtilen pripovedovalec. Njegove svetove zaznamujeta jasna ideološka opredeljenost in določena mera politične popreproščenosti. Ta naivnost, če hočete, se temu filmu lepo prilega. Zelo lahko je potegniti vzporednice med zatonom Itake in sodobnega sveta. Družba je na milost in nemilost prepuščena pohlepnim vojnim dobičkarjem, ki so izkoristili pomanjkanje moralno pokončnih posameznikov. Nolan in direktor fotografije Hoyte van Hoytema izvedeta načrtni desant na gledalčeve čute. Vsak prizor, od smrdljive klaustrofobije v trebuhu trojanskega konja, pa do podivjanega Pozejdonovega maščevanja na odprtem morju, je maksimalistična ponazoritev človekove majhnosti v svetu. Orjaškost peripetije proti utež najde v preprostem sporočilu. Edina rešitev za naš razklani, individualizirani svet je v tem, da se nekako spet vrnemo k občutku za skupnost in solidarnost. Odisejo od tipičnega blockbusterja loči predvsem to, da ne klecne pod lastno kolosalnostjo. Nolan se zavestno ni bil pripravljen umakniti od sveta, o katerem pripoveduje, in se skriti v zavetje zelenih platen, posebnih učinkov in studijske sterilnosti. Njegovo priseganje na praktične filmske učinke je več kot samo pretenciozna gesta filmskega purista. Moderne pristope zna z obrtništvom stare šole spojiti na način, ki spominja na čarovnijo filmskega mojstra Raya Harryhausena. Hey, Can't sleep, huh? yeah, we need to... Come here. I want to talk to you. Igralci, ki gredo med režiserje in prirejanje literarnih del za film, oboje utegne razočarati. Kar pa nikakor ne velja za Kronologijo vode, drzen režijski prvenec Kristen Stewart, posnet po spominih Lidije Juknavič, ki je bil premierno predstavljen na filmskem festivalu v Cannesu, zdaj pa ga lahko gledamo pri nas. Gre za film in knjigo o ženski, ki je doživela spolne zlorabe v otroštvu, je izgubila otroka in prestala več ciklov odvisnosti, predvsem od alkohola. Obenem ponuja optimističen zasuk, možnost izhoda iz začaranega kroga, ki ga okrog protagonistke ustvarijo najtežja možna čustva. Film je zelo suvereno zastavljen, z izjemno britansko igralko Imogen Poots v glavni vlogi, pa tudi s Toro Birch v vlogi protagonistkine sestre in odličnim Jamesom Belushijem v pomembni vlogi mentorja pisanja. Kronologija vode je subtilno posneta na 16-milimetrski filmski trak, tako da ima tudi slika neko posebno taktilnost, zrnatost in barvitost, kar se dobro ujame s pripovedjo, ki gradi na spominih in doživljanju. Vizualno je to delo močno, na trenutke se tudi poigrava z eksperimentalnim filmom. Prav tako ima močen zvočni dizajn. Izhajajoč iz misli z filmskega začetka, da so spomini zgodbe, sledi življenjski zgodbi pisateljice, ki je napisala predlogo za film, avtobiografski roman Kronologija vode. Lidija Juknavič je izhod iz težkih življenjskih situacij iskala v pisanju o prav teh.
Film v tem smislu vzdržuje mit o tem, da umetnost izvira iz travm in bolečin, do česar imamo lahko zadržke. Vsekakor pa je pisanje, moč besed, v filmu predstavljeno kot edina resnična možnost protagonistkine emancipacije. Možnost vzeti stvari v lastne roke in jih pregnesti v nekaj drugega in narediti korak naprej. Vsekakor Kristen Stewart v filmu ne izkorišča teh izkušenj, ampak poda le toliko informacij o njih, kot je za razumevanje zgodbe nujno. Metafora vode v filmu kot nečesa, v kar se potopiš in ima očiščevalne lastnosti, ter protagonistki ponudi izstop iz primarne družine, je tukaj ključna. Ampak voda je tudi enačaj za solze, predvsem pa prispodoba za valovanje v življenju. Človeka silovit val odnese sabo in nekam naplavi, vendar zatem morda zbere moč, da od tam odplava na boljši kraj. O que está acontecendo aqui? Senhora Teresa, dona da casa? Aham. É uma homenagem do governo. Homenagem? É, por conta da sua idade. Mas desde quando uma pessoa é homenageada só porque ficou velha? V Art Kino mreži se vrti tudi dobitnik srebrnega medveda na Berlinalu leta 2025, film Modra sled. Osrednja junakinja ima 77 let. Režiser Gabriel Mascaro pa je povedal, da nikakor ni želel posneti filma v času, ki je minil ali se izteka, kot je to pogosto v filmih, ki se posvečajo starejšim, pač pa zgodbo o še kako živi sedanjosti. Modro sled si je ogledala Petra Meterc. Film brazilskega režiserja Gabriela Mascara, Modra sled, bi lahko poimenovali tudi Babica gre na jug, pa čeprav na vzhod, po Amazonki. Glavna junakinja filma, 77-letna Teresa, se v distopični Braziliji prihodnosti mora soočiti z dejstvom, da država starejše od 75 let prisilno pošilja v tako imenovane kolonije, kjer naj bi si zasluženo odpočili po dolgih letih produktivnosti. Toda kar država predstavlja kot skrb za starejše, je v resnici, tega se dobro zaveda tudi Teresa, le priročna in poceni rešitev za to, kako se znebiti manj produktivne skupine prebivalstva. Konec koncev še ni slišala za primer, da bi se kdo iz omenjenih kolonij kdaj vrnil. Ko Terezi uradniki odredijo napotitev v eno izmed njih, se upre diktatu, da bi bila zaradi svoje starosti poslana na simboličen odpad, ter se nameni slediti svojim sanjam. Čeprav ima film distopično vodilo, je režiser Brazilijo v filmu zasnoval le za odtenek drugačno od sodobne, tako pa je brez dvoma želel pokazati, da od tovrstne prihodnosti upravljanja starejšega prebivalstva v imenu ekonomske produktivnosti nismo daleč. Teresa se v filmu, še preden bi jo odposlali v kolonijo, sklene izpolniti svojo željo, da bi poletela z letalom. Toda ker za to potrebuje dovoljenje svoje hčere, ki je zaradi starosti zdaj njena skrbnica, jo pot najprej zanese na barko. Na bregu Amazonke najde ekscentričnega kapitana Kaduja, ki z barko po Amazonki prevaža različen, morda nezakonit tovor, ter mu iz svojih prihrankov plača, da jo odpelje proti Itacoatiari. Tam bi ji morda uspelo najti koga za polet z ultralahkim letalom, za katerega, ker država tovrstne polete prepoveduje, ne bi potrebovala dovoljenja hčere. Začetna pot po reki simbolno začrta nadaljevanje filma. Medtem ko plujeta po neskončnih rečnih ovinkih, Kadu Terezo nauči voziti barko. V ključnem prizoru pa Kadu v reki najde polža, ki za seboj pušča nenavadno modro sled. Kadu si v oko kapne domnevno halucinatorno modro sluz in v deliriju vidi svojo prihodnost. Toda naslovna Modra sled za Terezo ni le omenjena polžja tekočina, temveč modrina reke, ki jo vodi v prihodnost, začrtano po njenih lastnih željah. V nadaljevanju filmske pripovedi se Tereza znajde v raznih zagatah, med drugim jo oblasti zajamejo in skoraj da odpeljajo v kolonije, vendar jim premeteno pobegne in postane prava pravcata ubežnica, ki se na koncu spet znajde na Amazonki, na barki prav tako starejše Roberte. Čeprav film Modra sled nekajkrat zaide v nadrealistične vode, to je že skoraj da zaščitni znak sodobnih brazilskih filmov, je Mascarova filmska pripoved močno zasidrana predvsem v običajni Braziliji, po kateri se potika ubežnica.
Nekateri izjemno posneti rečni prizori morda prikličejo v spomin druge amazonske filmske pustolovščine, toda režiser v bližnjem planu ves čas ohranja Terezo ter tako slavi njeno upornost in igrivost, pa tudi njeno telesnost in iz nje izhajajočo intimo, ki je pri prikazu starejših sicer na filmskem platnu pogosto spregledana. Film namreč bolj kot distopično svarilo deluje kot razprava o starizmu danes, o izključujoči nevidnosti starejših in o tem, kako poenostavljeno družba pogosto išče rešitve zanje in kako zlahka in s tem odvzame avtonomno odločanje o tem, kako bodo preživeli starost. V nastajanju je muzikal Azra, režiserke Tijane Zinajić. Scenarij je skupaj z Izo Strehar pisala Deja Crnović, glavno vlogo Azre pa v filmu igra Polona Juh. Na dan po napornem nočnem snemanju v Ljubljani se je z ustvarjalkama Tijano Zinajić in Dejo Crnović pogovarjala Ana Lorger. Film Azra pripoveduje o odrasli ženski, ki je bila v otroštvu zlorabljena. S to travmo pa se spopada na svoj vrsten način. Vsakič, ko se znajde v težavnem položaju, se namreč preseli v muzikal. Scenaristka Deja Crnović. Pri izbiri sva v bistvu izhajala iz nekih lastnega okusa, kjera pesem nama neki pomen. Meni je zelo ljubo to, da imamo pač avtorsko skladbo na mestu, ki pač Azra se nekako pobere. In zelo sva probali najti neko skladbo, ki bi ustrezala temu momentu v scenariju, ampak se je potem izkazalo, da jih mogoče ni toliko veliko, kot si mislimo, da jih je, no, in je zdaj v bistvu imamo avtorsko skladbo, ki so jo napisali Laren Polič Zdravič, pa Andraž Polič, pa Manca Trampuš iz Koala Voice in je genialna. In upam, da bomo, meni je že toliko všeč, kot so mi te ostale izbrane skladbe, tako da upam, da bo tudi ostalim naredila to, kar je nama, no. Režiserko Tijano Zinajić poznamo predvsem po filmu Prasica slabšalno ime za žensko, ki je postavljal v središče prekarno življenje mlajše ženske. Kljub razliki v letih sta si lika podobna. Tijana Zinajić. Prasica in Azra sta filma o neprilagojenih ženskah ali pa bi rekla takih čudakinjah, ki štrlijo, in v bistvu eden od razlogov je za Azro, tudi ker tle se ne ukvarjamo z neko psihologijo zlorabe na način, da gremo v izvir, ne gremo v neko, kako bi rekla temu, analizo vseh faz, kaj se zgodi, ampak gremo v to čisto posledico, v to preganjano žival, ki vse v življenju dela na nek način pogojeno s tem, da je bila zlorabljena kot otrok. Seveda tle tudi se pojavi potem še kasnejše zlorabe, zaradi tega, ker v bistvu sam kličeš, upadaš iz situacije, sam sebe poškoduje zaradi tega. In v bistvu mi stojimo z Azro, ki je spet zelo nenavadna, glasna, neposredna. Na začetku nisi čist prepričan, zakaj se tako obnaša. In če bi recimo dal Azro in njenega zlorabljalca, enega zraven drugega, bi seveda rekel, da je ta model, ki je čist motena, gospod je pa pač krasen. Tako da gre za to, da vsaka divja roža ima svoj zakaj. V tem smislu je, drugo je pa, da nek notranji svet Azra nikoli ne odraste. Ne? Težko odrasteš, ker si toliko obremenjen s tem, kar se ti je zgodilo kot otroku. In se skozi nagonsko obnašaš, skozi greš inertno v neke situacije ali pa se zaletavaš v neke zidove zaradi tega, ker ne zmoreš, ker si toliko opredeljen s tem. Ne? In tle smo z njo, tako kot smo bili s Prasico. Tako kot smo bili z Evo, ne obsojamo, sploh se ne ukvarjamo s tem, ampak samo hočemo biti blizu nje. Glasbo v filmu sestavljajo pop in alternativne pesmi. Po večini gre za priredbe, v katerih besedila ostajajo ista. Na dobro znanih pesmih so namreč že zgrajena čustva gledalcev, tako da bodo z njimi lažje vstopali v Azrin svet ter ga lažje razumeli. Meni je bil to tak ful dober izziv, ker načeloma nisem glih ljubiteljica musicalov, ampak tako, kot ga je pač Tijana opisala, se pravi, pač en tak stavek mi je ostal v spominu, da smo ljudje različni žanri in Tijana zase pravi, da je ona pač musical in da si je
ko je bila mlajša, da ko se je vozila v avtu, da si je predstavljala, da je sred muzikla in da pač so vse te drevesa in avti in da to vse del te njene scenografije in pol v bistvu čez to sem jaz pol, ko so se pogovarjali, nekako gradila tudi to pač strukturo tega filma. Se pravi, da je veliko svobode pri tem, da se zgodi neka stvar, ki potem to glavno junakinjo popelje v preteklost, v neko stvar, ki se je zgodila v preteklosti, jo zaznamovala, ampak zdaj je pač, ker je starejša, močnejša, lahko to na nek drug način obravnava. Film Azre ne želi postaviti v vlogo dobre žrtve, take, ki si mora zaslužiti, da jo jemljemo resno. Ravno nasprotno, Azra je uporniška in glasna. Ni ponižna, je skozi glasna, skozi se upira in skozi tega tudi batine na razne načine dobiva, ker gre tako in ker je ona skozi malo narobe. Mislim, to je ta nek notranji občutek, hkrati je pa ta nek njen boj divji, v katerem gre skozi čez. Gre za to, da se vedno prikazuje, da si žrtev mora zaslužiti, da je žrtev. Se pravi, ona je Boga, ful prijazna, vse prav naredi, v kombineži mokra, v kotu sedi in potem je zlorabljavec bad guy, ne? Ker če pa punca kriči, se dere, žura cele noči, vara svojega nasilniškega moža, potem je pač prasica, ne, ni žrtev, ne? Tle gremo pa v to, da vse te stvari so posledica tega, ne? In da žrtev nima v kontroli nad svojega lajfa, zaradi tega, ker se nagonsko skozi odloča, ker se ne more odločati kot odrasel zrel človek, zaradi tega, ker je tako globoko ranjena. In da so neke stvari, v katerih popraviš, ne popraviš. In da ta obsodba, ne, ženska, kakšna bi mogla biti, da se ji to ne bi dogajalo, ne, da končno zgine iz družbe, da se ne ukvarjamo z žrtvijo, ampak zlorabljavci. Na drugi strani pa film ponuja tudi kontrapunkt Azrini neposrednosti. To je njena sestra Zarja, introvertirana ženska, ki se ne želi izpostavljati. Film, ki ga bo na filmskih platnih mogoče gledati prihodnje leto, bo tako na žrtev poskušal gledati iz različnih zornih kotov in, kar je najpomembnejše, dejanj glavne osebe ne bo obsojal. V Novi Gorici jutri v soboto Kinoatelje odpira letni kino Silvana Furlana. Program bo uvedel dokumentarec Ko pridem ven režiserja Metoda Pevca. Do prihodnjega petka 31. julija se bo na ploščadi Silvana Furlana odvilo veliko zanimivih filmskih projekcij, ki jih bodo pospremili tudi pogovori z avtorji. Na ogled bo denimo še svetovna premiera dokumentarnega filma Jureta Krefta in Darka Sentiča Sence tišine, ki raziskuje zamolčane zgodbe obmejnega prostora med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Pa Nehvaležna bitja, najnovejši film na Češkem živečega slovenskega filmarja Olma Omerzuja in novi val Richarda Linklaterja. Celovečerce bodo upeljali kratki filmi mladih avtorjev Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. Vse projekcije se začnejo ob 21. Vstop je prost. V primeru slabega vremena se program seli v center Epik na Trgu Evrope. Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Ajda Sokler in Igor Velše, glasbo je izbrala Tina Ogrin, za zvočno podobo je poskrbel Vladimir Jovanovič, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev. Lepo zdrav do prihodnjič.